Jeza in čustvena modrost z asertivnostjo. Karin nam bo zaupala kaj več, poleg tega, kako je najbolje začeti dan in ga tudi končati. Jeza. Zadnje čase moram reči, da velikokrat sem priča kakšnim jeznim izbruhom, tako na cesti, kot seveda tudi drugače. A jeza ni tisto negativno čustvo, ki ga moramo tlačiti v sebe in se ga izogibati, ampak moramo z njim modro ravnati. Tako pravi tudi Karin, ki je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja. Izjemne modrosti nam danes ponujaš. Z jezo je namreč povezanih veliko bolezni, ki nas lahko doletijo, ker jeze po domače povedano ne znamo shendlati. Ne znamo jo izražati. Kjerokoli čustvo, ne samo jeza. Če ne pride do tega, da jo izrazimo, to čustvo, potem se zaveda, začnejo stvari obračati navznoter. Vsako čustvo naredi neko dinamiko v telesu, neko spremembo stanja in vpliva, tako kot si rekla, na naše organe. In recimo z jezo je povezana, so jetra, so povezane oči. Zaradi tega je tudi ta recimo povezava med migrenami in med recimo neizraženimi jeze ali prevelikim izraženim jeze. In recimo strah je povezan z ledvicami, z mehurjem, z ušesi. Pljuča so recimo povezana z žalostjo, so povezana tudi z debelim črevesjem in s kožo. Tako da je veliko teh povezav, ki jih lahko recimo tudi s čustvi znamo razlagati. Tako da ja, vse vpliva na nas, zaradi tega delamo recimo na teh naših delavnicah veliko tudi dihalnih vaj, energetskih vaj, da se to vse prečisti. Delamo zlato zaščito, zato da zaščitimo svoje energetska telesa. In 23. januarja se pravzaprav začne ta prva delavnica in potem nadaljevanje, torej še 4 do konca. Petih. Aha, še 5. 1+5. Uvodna, ki je bolj tako teoretična, da je malo osnove, potem pa se odpira ta prostor čustvom. In jeza je recimo ena od teh srečanj, namenjeno pač srečanje prav jezi. Pa 14 dni vmes frej, da lahko potem... Tako, da lahko kakšne domače naloge ljudje dobijo, da lahko nekaj sprocesirajo. Zdaj smo zaključili s prejšnjim nizom delavnic in je bilo tako fajn, ko ljudje pridejo po 14 dneh in rečejo, kaj se mi je dogajalo. Kaj sem vse sprocesiral, pridejo z vprašanji, pridejo mogoče s kakšnimi odgovori, ljudje se potem med sabo pogovarjajo in lahko tudi iz tega se veliko naučimo. Tako da, ja, to je tista prava vrednost, ne? Govorila boš danes tudi o asertivnosti. Poznamo ta pojem, mogoče ga ne razumemo tukaj najbolje. Asertivnost, kaj pravzaprav, zakaj gre to, zakaj je to povezano z jezo, na kakšen način? Zdaj, jeza je povezana z močjo, z izražanjem moči, takrat, kadar nam nekaj ni okej. Takrat, kadar nismo v nekem ravnovesju z ljudmi, z nekimi stvarmi, ki se dogajajo, ali želimo, da nekdo nekaj neha delati, ali pa želimo, da nekdo nekaj začne delati. V vsakem primeru želimo vzpostaviti neko ravnovesje. In gre za psihično in fizično moč, ki jo dobimo skozi to jezo, zato da lahko izrazimo svoje recimo mnenja, poskrbimo v tem primeru za svoje potrebe. Pri asertivnem vedenju, ki se ga pač z njim ne rodimo, ampak se ga moramo naučiti ali na delavnicah ali recimo s kakšnimi ljudmi, ki to že obvladajo, gre pa za to, da spoštujemo seveda svoje potrebe, jih znamo izraziti, spoštujemo svoja čustva in jih prepoznavamo in seveda na drugi strani spoštujemo potrebe, čustva in človeka kot takega. To pomeni, da ne izhajamo iz 2 drugih skrajnosti, kot so podredljivo vedenje, kjer smo bolj predpražnik za druge ljudi, kjer lahko si drugi brišejo, tako rečemo, čustveno noge v nas, ali pa na drugem ekstremu recimo nekega agresivnega vedenja. Se pravi, ne gremo z vsemi topovi, ker velikokrat je tako, da pri jezi izbruhnemo prehitro. S preveliko močjo. Ampak veliko ljudi pa reče, ne smem biti jezni in potem to v sebi noter tlači in to je pa še slabše. Definitivno je pri čustvih slabše, če jih zadržujemo. Čustva je treba povedati. V krogu ljudi, v krogu pač prijateljev ali tistega, s katerim se jezimo. Prav je recimo Aristotel rekel, ni se težko jeziti. Težko se je jeziti na pravega človeka v pravem trenutku, na pravi način in iz pravega razloga. In takrat, kadar smo jezni, se ponavadi počutimo ranljive in nemočne. Zaradi tega je ta jezo izraz, v bistvu, da jaz lahko postavim neke meje. Zato je dobro, da pač si vzamemo počas, pravimo,
preštejemo do 10 in takrat potem ubesedimo, kaj je tisto. Ne. Odlično, Karin, torej preštejemo do 10. No, mi pa smo naše goste tudi spraševali, kaj pa sami naredijo takrat, ko so jezni. Dajmo pogledati, kaj so odgovorili. Ponavadi, kakšno sočno rečem, ja. Se čist skontroliram. Jezna. V bistvu začnem pospravljati po stanovanju, če sem doma. Tako da tisto energijo jeze potem pretvorim v pospravljanje. Če pa nisem najbolj zavestna v tistem trenutku, pa povzdignem glas, pa kaj bolj na glas povem. Ko sem jezna, poskušam se vprašati, zakaj sem jaz jezna. Se pravi, če me nekdo ujezi, jaz to zmeraj vprašam, ali je ta jeza že v meni. Največkrat se probam usmeriti vase in si vzamem čas za razmislek. To sem se z leti naučila. Včasih sem bila bolj spontana. Ne, zdaj pa se usmerim vase, se probam umiriti, probam razumsko odreagirati. Ja, ni druge. Včasih pa tudi pomaga spet kozarc mrzle vode, da te pohladi. Globoko vdahnem, izdahnem in to še parkrat ponovim. In če ne pomaga, še malo po mizi vsekam in rečem, ni tako hudo, kako izgleda. Veliko različnih načinov, Kaneda, Karin, ti se s tem ukvarjaš in pomagaš ljudem, da to ne potlačijo, da ne izbruhnejo, ampak da torej na pravi način. Kaj bi bil pa tvoj nasvet pravzaprav, ali je preveč zadeva globoka in široka, da bi lahko... V zvezi z rokovanjem, z jezo, Ja. preštej do 10 je recimo ena. Preštej do Asertivno 10. vedenje je tisto, kjer mi v bistvu z izražanjem čustev postajamo močnejši. Lažje obvladujemo svoje življenje in postajamo bolj samoodgovorni. In skozi to, da mi spoštujemo svoje potrebe, jih znamo izraziti, spoštujemo potrebe drugega in smo dovolj empatični, takrat lahko stopimo na to asertivno vedenje. Se pravi, da smo umirjeni. In ko pogledamo nazaj na situacijo, rečemo, ja, točno tako, kot sem se vedla, tako, kot sem naredila to zadevo, isto bi jo še enkrat naredila. Da nam ni kasneje žal, ker po jezi nam običajno je kasneje žal, da smo prehitri bili. Ja, se strinjam. Še ena stvar, recimo, v zvezi z jezo je, da ukvarjamo se z vedenjem človeka, ki nam ni všeč. S tistim, kar človek dela ali tistega, kar ne počne, pa bi radi, da začne, a ne pa, da se, bom rekla, osredotočamo na človeka kot na identiteto človeka, ne govorimo, ti si neumen ali pa ti si, ne vem, nespoštljiv, ampak da povemo, kaj je tisto, kar nam ni všeč. Ampak za tega, da to lahko povemo na asertiven, umirjen način in spoštujemo polje obeh ljudi, je pomembno, da smo mi notranje umirjeni. Da smo notranje umirjeni. Danes bomo tudi nekaj demonstrirali na delavnicah, sicer tvojih, ki se torej začnejo z 23. januarjem. Je verjetno tega ogromno, niso to predavanje, je delavnica, se pravi, se dejansko dela. Kaj bova danes demonstrirali? Jaz se že veselim. Ja, jaz sem prinesla na vajo opuščanje negativnih oziroma neprijetnih čustev. Treba imeti zaprte oči. Dobro. Dobro je, če se takole usedeš na koncu, lahko imaš roke pač sproščene, zapreš oči, ves čas vaje. Jaz te bom samo počasi vodila. Najprej je treba, da si poiščeš eno situacijo, v kateri si bila jezna. Pa naj bo recimo ne preveč oddaljena, recimo v, ne vem, zadnjem tednu, in mi povej, ko boš to situacijo si spomnila. Imam. Imaš, okej. Potem si zdaj predstavljaj, imaš zaprte oči, da si v tem trenutku, v tej konkretni situaciji, ki si jo izbrala in v kateri si občutila to čustvo jeze. Ozri se naokoli in poglej, kdo je vse ob tebi. Kako se ta oseba ali več oseb, če jih je v tej situaciji, vedejo, kaj govorijo, kaj ti sporočajo in kako se ob tem počutiš ti. Ko v telesu začutiš to neprijetno čustvo jeze, položi eno ali obe roki na to mesto v telesu. Še vedno zaprtimi očmi poglej, kako to čustvo izgleda, ga začuti, vzemi v svoje roke ter ga počasi in nežno postavi pred seboj. Še vedno na rokah, držiš ga pred seboj. Poglej, kakšne barve je, potipaj ga, kakšen je navtip, iz kakšnih materialov je in mu daj ime temu predmetu.
vprašaj ga, kakšno je njegovo oziroma njeno sporočilo. Kaj dobrega ti želi sporočiti. In kaj je za tebe v tej situaciji oziroma sporočilu realnost in kaj le tvoja fantazija. Sedaj, če si pripravljena, lahko še vedno zaprtimi očmi spustiš ta predmet v nebo, ne glede na njegovo težo, se počasi oddaljuje, se dviga proti nebu, lahko mu pomagaš s tem, da močno vdahneš skozi nos in krepko izdahneš proti predmetu, ki se tako vedno hitreje in hitreje izgublja na nebu. Sedaj pa nežno začni z drgnjenjem dlani, druga ob drugo, globoko vdahni, izdahni in počasi odpri oči. Wow, učinkovito. Take vaje so, recimo, za opuščanje neprijetnih čustev. Ne rabimo vsega tega toliko sprocesirati, nekaj delamo na razumu, ampak veliko delamo na čustvih. Ker ko ugašamo razum, se lahko povečuje čustva, ta del. In ker jih tako malkrat lahko imamo priložnost v enem zelo varnem okolju izražati, je to lahko recimo primer na takih delavnicah. Ta moment mi je bil bistven, ker sem ga zaznala v telesu in sem ga potem dala ven. V trenutku, ko sem ga dala ven, je bilo ni več. Ja. In potem ga samo še spustimo v nebo. Večja je recimo ta jeza, več ima nekih korenin iz nekih preteklosti, recimo, se to lahko večkrat ponavlja, ne? In je lahko vedno manjši recimo ta predmet. Tako da takih vaj kar nekaj, veliko delamo tudi na dihanju, delamo tudi na taoističnih vajah, od mantak čije, za jetra, za ledvica. Tako da je v bistvu vse zelo tako dinamično, malo jokamo, malo se smejemo, vsega je, no. Vsega je. Ja, ja. In ta asertivno vedenje, no, če tako nekako recimo res, ker to je neka modrost rokovanja z jezo. Če smo notranje umirjeni, če se prepoznamo, tudi če smo jezni, vse smo veliko kot lahko upravičeno jezni, da to povemo na pravilen način, ne z agresijo, ne z napadalnostjo in ne s podredljivostjo. Ne upam se, da ne bo kaj narobe, ne upam se, da bom izgubil to in to, ampak da povemo, iz te pozicije odraslega, tole rabam, to si želim in sprejmem, če mi drug tega ne more pač dati. Tako, ne? Ker nekateri, kar jaz vidim, je tisto, ne biti jezna, se pravi, ne dovoljujem si tega in to zdaj pomeni, da bom pred pražniki in ljudje bojo hodili po meni. Ker biti asertiven torej pomeni izraziti svojo pravico, kakorkoli. Svojo potrebo bi jaz rekla. Ja, jaz nekaj potrebujem, tole in tole mi ni okej. In imam pravico to povedati. Seveda se druga oseba ravno tako ima svojo pravico in se lahko pač odzove na način, kakor pač, ali bo upoštevala, ne bo upoštevala tistega, kar od njih želimo. Ampak asertiven način je, da jaz sploh izrazim. Ker velikokrat se jezimo, pa človek niti ne ve, kaj natančno nas dela jezno v neki situaciji. Se pravi, natančno povem, kaj je tisto, kar me moti in kaj si želim namesto tega, ker počne ali ne počne. Se pravi, če imamo recimo, otroka, pa ne pospravljeno sobo, da rečemo, želim si, da bi pospravil sobo in sem jezna, ker jo nisi pospravil, kljub temu, da smo pač se tako zmenili. Ampak ne z agresivnim načinom. Ampak se res pove z potrebami na način, ki se ga tudi recimo na delavnicah učimo, zaradi tega, da lahko vzpostavljamo to notranje ravnovesje. Ker mi se ne bomo nič boljš počutili kot recimo starš, če bomo prišli v otrokovo sobo, zlajali se, prvi trenutek ja, ker mogoče spustimo to notranjo tenzijo, drugače pa ne, potem nam bo žal. Tudi če se v službi s kom sporečemo, pa pogledamo nazaj, pa velikokrat lahko rečemo, bož bo, če bi se odzval drugače, bolj umirjeno. In to mislim, da je ena taka potem, da lahko tudi sobivamo bistveno lažje in da ljudje razumejo točno, kaj mi potrebujemo za to, da bomo recimo. Se mi zdi, da je to tukaj neprimerljivo bolj zdravo, ker poznam tudi ljudi, ki recimo v službi niso znali shendlati svoje jeze nad sodelavci, nad vsemi in potem so pustili to službo in so šli v drugo službo. Ampak sebe so pa sabo vzeli v to drugo službo in so imeli tam spet ene in iste težave. Se pravi, ta stvar ti, ne? Ja. Jaz pravim tako, 3 S-i. Spremeni, če imaš možnost, sprejmi, če ne moreš spremeniti, ali spusti in pojdi. In v življenju imamo vedno vsaj 2 možnosti. Razen
Ne, od rojstva do smrti imamo vsaj vedno dve možnosti in tudi pri jezi lahko rečemo, bom se vedel tako, kot sem navajena bila do zdaj, agresivno, podredljivo, ali pa spremenila nekaj. Ne? In ker imamo vedno v življenju dve možnosti, kljub temu, da jih mogoče v vsakem trenutku ne vidimo, je dobro, da se pač ustavimo, preštejemo tako, ne, v narekovajih do 10 in rečemo, kaj pa je zdaj res ta trenutek, v katero smer mene vleče, kje je moja želja, kje imam večjo, ne vem, potrebo, željo, strast do nečesa. Ne? In ko se zavedamo, da ni vedno treba, da je enako odreagiramo, takrat lahko potem iščemo poti kako. Ne? In ko začnemo delati na sebi, ko se lotimo, bom rekla, tega zvedavega vedenja o tem, kako recimo se vesti drugače od tistega, kar smo navajeni iz otroštva, takrat nam v bistvu življenje prinese ogromno enih lepih stvari nazaj. In začenjamo sami sebe spoštovati. In imamo en tak zdrav ponos. To ni ego, jaz, ne, pa noben drug, ampak je zdrav ponos, da sem jaz ponosna na sebe, kako se odzivam, na kakšen način lahko komuniciram z ljudmi, tudi če se z njimi ne strinjam. Mi se ne rabimo strinjati v življenju vedno in se ne bomo vseh stvari. Ampak da to povem na tak način, da ko pogledam nazaj, rečem, to je pa res bilo v redu. En slovenski pregovor pravi, eno gnilo jabolko bo celo gajbico dejansko uničilo. In se mi zdi, da velikokrat je jeza ena kuga, ki se hitro razširi. Sam eden je dosti, da pride jezen, pa bo hitro cel kolektiv lahko tak slabe volje, ne? Veš, kaj mogoče je to zaradi tega, ker ljudje ne moramo izraziti te jeze. In potem, ko pride ta ventil, ko en ventil odpre, bom jaz hitro predstavila še svoj ventil in se bom še jaz vse pretekle, a ne, zamere recimo, ali pa jezo, ki jo nisem izrazila, se bo v tistem trenutku sprožila v meni. Zato recimo pravijo, če se ne upamo v službi jeziti na sodelavce in pridemo domov in se potem jezimo na nekoga, ki ni nič kriv, recimo na otroke, ki pa so nimajo, v bistvu nismo enakovredni v tej moči, starši otroci, sploh če govorimo o manjših otrokih, tako da je bilo dobro, da se predihamo, še preden odpremo vhodna vrata. Pustimo službo, se zderemo, če je treba. Jaz doskrat rečem, derte se v avtu, saj vas noben ne sliši. Sprožite to tenzijo, ki je v telesu, ker pridete bistveno bolj razbremenjeni potem v recimo domače okolje. Eni kolesarijo, eni športajo, eni grejo vse ekstremne zadeve. Eni pa pospravljajo. No, eni pa pospravljajo, ker pač pravijo tudi ene vrste mantra, ne? Jaz to zelo rada to, kadar v bistvu se ne počutam najbolje, takrat je recimo zame ene vrste kontemplacija pospravljanja. Pospravljanje. Ja, ker to so neki gibi, ki so dovolj dinamični, ampak še vedno navajeni smo jih. Smo nič novega, ni ne rabiš nekaj razmišljati in je to zame ene vrste kontemplacija. A zato imam jaz včasih tudi razmetan doma. Zato, ker sem premalkrat jezna. 23. malo zašalo, malo zares. 23. se torej začne januarja, se začnejo te delavnice. Greste torej čez vsa ta čustva, verjetno ne samo skozi jezo. Ne, mi imamo delavnice tako, da je recimo v prvi delavnici sta veselje pa žalost, potem je strah, je jeza, krivda in potem v bistvu je odvisno od tega, kaj pripeljejo še udeleženci, ker je namenjeno res, da se odpirajo stvari tisto, kar udeleženci rabijo, da to zdaj ni neka taka rdeča nit, ki pač se ne more nič premikati, ampak je zelo fleksibilno. Karin, jeza je pomembna in kot tudi vsa ostala čustva. V tem sodobnem svetu tukaj cel cajt govorimo, koliko smo inteligentni, ampak opažam, da pa emocionalna inteligenca pa prekaša pravzaprav vse ostale. Ja, po mojem, ker je to v bistvu stvar, ki jo mi niti ne moramo dobro razumeti, ampak jo čutimo. A mi lahko se odpiramo drug drugemu, koliko smo varni v teh medosebnih odnosih. Noben IQ, inteligentnosti ti ne more v bistvu tega odnosa, ki ga pa mi rabimo. Mi smo živa bitja, mi moramo pripadati na nek način drug drugemu in če tega nimamo, zdaj eni rabijo tega več, eni rabijo tega manj, ampak ti ne more nobena druga inteligenca tega nadomestiti. Tega občutka varnosti, pripadnosti, spoštljivosti, tega, kar manjka danes, ker je neka druga inteligenca bila bolj pa mogoče neki motivi materialni, ampak jaz mislim, da prihajamo v neko dobo iz tega materializma,
v neko sobivanje, v neko bolj duhovno rast. In to bo še kako pomembno. Hvala lepa, da predajaš vsa ta znanja in tudi organiziraš delavnice. In ja, ko boste naslednjič jezni, pomislite na vse tisto, kar lahko naredite in to moč uporabite sebi v prid. Čutiš, kako si kot človek nič, ne? Da je narava nad tabo in je narava močnejša in ta občutek nekako, ta občutek te poveže.